Dober dan, najlepše pozdravljeni v imenu članov Strateškega sveta, ki smo vas danes povabili, in lepa hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Naša želja danes seveda je predvsem to, da zelo transparentno povemo, zakaj se nam zdi tako pomemben prvi korak ustanovitev službe vlade za digitalno preobrazbo in imenovanje ministra Marka Borisa Adrijaniča na mesto tistega, ki bo seveda za Slovenijo pomembno lahko pomagal k temu, da se res digitalno preobrazimo. Seveda je vedno vprašanje, zakaj se želimo digitalno preobraziti. Ne gre za to, da želimo uvajati le nove tehnologije. Danes smo v digitalnem stičišču, vidimo, da Slovenija ima številne odgovore, številne niše, ampak kot družba, nažalost, in kot država zaostajamo za drugimi evropskimi državami. In seveda je želja Strateškega sveta in tudi našega predsednika Marka Borisa Adrijaniča, da se prebijemo med najboljše. Ali smo tega sposobni? Prepričani smo, da smo. Prav zato smo v zadnjem času pripravili 40 ukrepov, ki so tisti prvi ukrepi, ki jih moramo po našem mnenju uvesti, če želimo dejansko doseči to preobrazbo. Seveda, če bomo preobrazbo dosegli, ta ne bo le sama sebi namen, ampak je njen namen predvsem to, da se dvigne kvaliteta življenja za vse državljanke in državljane, pa seveda, da se omogoči boljše gospodarsko okolje, bolj konkurenčno okolje, da je manj birokracije, da se v zdravstvu lahko drugače in zagotavlja boljšo in seveda tudi bolj prilagojeno oskrbo vsem. Govorimo tudi o dolgotrajni oskrbi. Zelo pomembno se nam zdi, da se dvignejo veščine oziroma znanja in seveda to, da ostanemo konkurenčni in najboljši. Kot rečeno, na nekaterih področjih to že smo, ampak če bomo še naprej zaostajali, tudi te posamezne zvezde ne morejo več tako jasno žareti. Seveda želimo harmonijo med digitalnim in zelenim in prav digitalna tehnologija omogoča tudi zeleno preobrazbo, ampak vse z namenom, da se dvigne kvaliteta življenja in delovanja v tem prostoru. Prav zato smo se v Strateškem svetu zbrali zelo različni, tako iz gospodarstva, iz civilne družbe, iz znanstvene sfere in seveda soočili najboljše predloge. Zato menimo, da je zdaj res pravi trenutek ob 30. obletnici naše čudovite države, da tudi stopimo nad politikantstvo in se dogovorimo za to, da je digitalna preobrazba lahko izjemna pot, kako naprej, za razvoj in za preboj. Cilji torej so jasni. Kako pa to storiti? Če bomo imeli samo dobre ideje in vizije, veste, da vsi mi, tako v gospodarstvu kot v znanosti, velikokrat imamo namene in velike vizije, ampak če se te ne implementirajo, to ne bo prineslo rezultatov za Slovence in Slovenke in državljane in državljanke. Prav zato menimo, da je zelo pomembno, da se čim prej začne pot implementacije ukrepov. In tukaj zato menimo, da je služba vlade Republike Slovenije, ki se bo oblikovala, in tudi imenovanje ministra pomemben prvi korak. Vemo, da so ministrstva v tem trenutku tudi zaradi predsedovanja zelo obremenjena, da imajo tudi druge vloge in naloge in zato je potrebno, da nekdo, ki pa bo povezovalen, poveže različne akterje in tukaj vidimo tako civilno družbo, gospodarstvo, znanost in seveda tudi javno upravo, politiko, da skupaj stopimo na to pot preboja. Preboj je možen. Še enkrat, danes v digitalnem stičišču vidite izjemne primere, kaj vse Slovenci in Slovenke smo sposobni, seveda naši državljani in državljanke, ampak potrebno je tudi podporno okolje in konkurenčno okolje. Zakaj zaupamo, da je Mark Boris Adrijanič primeren kandidat? Lahko bi celo rekli, zagotovo si upamo trditi, da najboljši v tem trenutku. V zadnjem času, ko smo delali skupaj, smo videli predvsem to, kako zelo povezovalen je. Ima zelo bogate mednarodne izkušnje, tudi povezave, nenazadnje je tudi izobražen v tujini, kar ne pomeni, da slovenska izobrazba ni tista, kar prinaša tako pomembna mesta. Ampak je tudi pomemben znak, da znamo biti odprti in da nekaj, kar zagotovo prav vsi mi verjamemo, to je meritokracija, je nekaj, kar lahko poveže naprej. Zato tudi izražamo to javno podporo. Še enkrat, to ni političen projekt, saj kar se tiče Strateškega sveta, to je projekt za preboj Slovenije.
Danes z nami bojo tudi govorniki tako po digitalni tehnologiji, torej virtualno, izjemno pa sem tudi vesela, da je tukaj z nami Mark Pleško, ki je predsednik Inženirske zbornice Slovenije in tudi član strateškega sveta, tudi izjemen podjetnik in prav on je eden tistih, ki zagotovo Slovenijo postavlja na zemljevid, in Gregor Macedoni, član strateškega sveta in tudi župan mestne občine Novo mesto. Prav tako pa se nam bojo po Zoomu oglasili Marko Grobelnik, član strateškega sveta in glasnik digitalne tehnologije, in pa z nami tudi Igor Zorko, ki je član strateškega sveta in tudi podpredsednik Gospodarske zbornice, pa tudi predsednik ZITA. Z nami pa tudi Žiga Vavkotič, član strateškega sveta in podjetnik. In prav zato smo danes na voljo, da jasno povemo, zakaj vidimo, kako pomemben projekt je to. Mark Pleško pa je vedno tisti, ki pri nas vzbudi tudi drugačne poglede. Zato, Mark, nič manj od pričakovanja tega, da nam tudi tokrat to storiš. Hvala lepa. Govorim v imenu Inženirske akademije Slovenije, kjer seveda zelo močno podpiramo inženirsko dejavnost Slovenije in s digitalizacijo in inovacije ena izmed teh na prvem mestu. Ampak dovolite mi, da povem svojo zgodbo, ker se mi zdi zelo slikovito prikaže pomen digitalizacije. Živim v eni majhni vasici na Krasu, res nekje tako rekoč izgubljeno vasico. Telefon so vaščani sami postavili nekaj kilometrov stebrov in kabla, da so sploh imeli telefon. Vodovod smo dobili leta 2002-2003 in telefon je delal, kadar je pa strela udarila, pa ni delal, ker je pač linija nad zemljo in so bile potem motne. Potem je bil pa iz ene sosednje vasi en podjetni gospod, ki je odkril, da obstajajo evropska sredstva in je naredil prijavo in smo dobili optiko v našo vas. In od takrat naprej lahko jaz v bistvu delam od doma in zdaj, ki bi ta COVID, si ne bi mogel drugače predstavljati. Edina možnost, da sem sploh delal doma, je bila ravno ta optika, ta digitalizacija, čeprav smo v neki nerazviti vasici. Zato se zavedam pomen digitalizacije še toliko bolj. Zdaj, seveda, razumem tudi opozicijo, da nasprotuje vladi, razumem opozicijo, da hoče pomagati vladi in mislim, da imamo dovolj tem v Sloveniji, kjer pride lahko in tudi smiselno do nekega političnega konfrontacije in konflikta. Mislim pa, da digitalizacija ni to. Digitalizacija je tako kot šport. Tukaj moramo Slovenci skupaj potegniti, skupaj se dati in skupaj zmagati. In nima smisla, da se nagajamo, katerokoli vlada bi bila ali bo, ali karkoli bo, bomo potrebovali službo za digitalizacijo in ministra za digitalizacijo. In prej, ko bomo imeli to službo takega ministra ali ministrico, prej bomo nadaljevali z digitalizacijo. Mi imamo zdaj 40 ukrepov, zdaj jih bomo lahko začeli uvajati, smo že začeli s tem, se vidi, da je kar veliko napora treba vložiti, da se usklajuje ministra in zato rabimo čim prej človeka, ki bo to naredil. Zdaj, če bomo počakali, v redu, bomo pa kasneje minister, bomo pa spet pol leta kasneje delali stvari, ki bi jih lahko tako naredili. To je tako, kot če bi rekli našim športnikom, sej olimpijada je še delč, dajte zdaj še ne trenirati, počakajte še pol leta, potem pa pridemo vsi skupaj, bomo že našli način, kako bomo zmagali na olimpijadi. No, jaz mislim, da digitalizacija je nekaj, kjer lahko Slovenci skupaj se damo kot narod, ne ločimo se po politični barvi ali strani in skupaj razvijamo boljšo družbo. Hvala lepa. Mark, najlepša hvala. Gregor Macedoni, izvoli tvoj pogled, prosim. Najlepša hvala. Za nami je slabe 3 mesece dela, kar je bil imenovan strateški svet vlade za digitalizacijo. In mislim, da je seznam, ki je bil predstavljen, seznam 40 ukrepov, doživel kar pozitiven odmev. To dokazuje tudi podporno pismo 32 organizacij. Med njimi so tudi vse 3 slovenske javne univerze in številne druge združenja, zbornice in organizacije. Eden izmed teh 40 ukrepov je seveda tudi ustanovitev službe vlade za digitalno preobrazbo in seveda s tem dobimo človeka, ki bo na najvišji operativni ravni v naši državi lahko vodil projekt digitalne preobrazbe Slovenije. Torej, v tem trenutku je treba zelo jasno sporočiti, da digitalizacija ni stvar leve politike in digitalizacija ni stvar desne politike. Digitalizacija mora biti nacionalna prioriteta in to mora biti stvar konsenza. Tukaj res je naš velik poziv,
da si politika ne išče političnih točk in da seveda gremo enotno naprej po tej poti. Ne čakamo, da je to odvisno od vsake posamezne vlade, ampak na tej točki, kjer smo danes, ko smo ugotovili, da imamo velike zaostanke, stvari peljemo naprej. Torej jaz kot župan ene srednje velike mestne občine lahko rečem, da to lahko primerjam s tem, da vodooskrba ali pa vzdrževanje občinskih cest ne more biti stvar leve ali desne politike. To je stvar, ki mora vsak dan funkcionirati, zato da seveda življenje v družbi teče naprej. Jaz verjamem v to, da je Mark Boris Andrijanič izjemen kandidat za to mesto, človek, ki je na nek način prekinil svojo mednarodno kariero, poslovno kariero v tujini, ki je pripravljen priti na pomoč, pomagati svoji ljubljeni državi, lahko mislim, da tudi tako rečem, ker je velik patriot. In seveda mislim, da je zelo važno sporočilo vse politične scene ob tem predlogu, ob tem imenovanju, kako se bo kdo obnašal in seveda kako bo tudi v prihodnje mogel odgovarjati na svoje obnašanje ob tem predlogu. Gregor, najlepša hvala. Kot je omenil gospod Macedoni, še enkrat poudarjamo, da smo izjemno veseli v strateškem svetu take podpore organizacij iz zelo različnih okolij, torej univerze, zdravstvene združenje, nenazadnje Zveza združenj upokojencev, pa gluhi, skratka zelo različne podstati naše družbe smo vsi prepoznali, kako izjemno pomembno je to. Zato pa zdaj kar po Zoomu prosim tudi digitalnega glasnika Marka Grobelnika. Marko, lahko prosim tudi za tvoj pogled. No, če bo z bokom kaj narobe, mi nekaj dopozorite. Torej, že kar precej tega je bilo povedanega. Mark je imel podobno sporočilo, ampak dajmo tako, bom dal ta klobuk digitalnega glasnika. V teh zadnjih letih, ker sem digitalni glasnik, je bilo veliko najprej sploh vprašanj, kaj je to digitalizacija. In sem veliko moral odgovarjati na to v bistvu zelo fundamentalno vprašanje, ki izgleda tako nam samo po sebi umevno, medtem ko moja mama, je pa, ki je 83 let stara, pa seveda je pa vprašala, kaj pa je to za ena stvar. Torej, zdaj, dobro je, da si odgovorimo, kaj je to sploh. Torej, gre za sklop prijemov, ki dela družbo bolj učinkovito. Torej, nekaj, kar je danes lahko naredimo poceni ali pa v nekaj minutah ali pa sekundah včasih, smo nekoč, recimo v 80-ih, 90-ih porabili veliko časa in je bilo drago ali pa se sploh ne dalo narediti. Torej, to je digitalizacija. Zdaj, digitalizacija je seveda v nekih segmentih taka, da za njo poskrbijo tuje velike firme, recimo, ki jih vsak od nas uporablja vsak dan. Recimo, to so iskalniki, družbena omrežja, e-mail ali pa urejevalniki in tako naprej, Windowsi, operacijski sistemi. To so vse stvari, ki jih delajo velike firme že za nas in to je tudi del te digitalizacije. Ampak v zelo pomembnem delu našega življenja pa mora narod za digitalizacijo poskrbeti sam. In nihče tega ne bo naredil namesto naroda. Torej, zagotovo so to področja, kot so izobraževanje. Ne bo en drug izobraževal naših otrok. Telekomunikacijska infrastruktura, jo moramo sami napeljati. Informatizacija jezika. Absolutno mora vsak jezik sam zase poskrbeti. In teh področji še veliko. In to vključuje tudi javno upravo in tako naprej. Torej, če se tlele strinjamo, da moramo poskrbeti za en del stvari sami, dajmo pogledati, kako se pa pravzaprav tega lotiti. Predvsem je pa zelo pomemben tudi timing. Torej, digitalizacija je tako področje, da če probleme začnemo reševati danes, bojo rešitve prišle šele čez čas, ne bojo prišle jutri, bojo prišle morda čez pol leta, leto ali pa tudi 3 leta nekatere, če so bolj kompleksne. Torej, bolj odlagamo,
to sistematično uvajanje tehnologije, bolj se nam tudi odmikajo te rešitve. To moramo ves čas imeti pred očmi. Zdaj pa, ljudje imamo precej nerodnih lastnosti, to je treba reči, pač smo taka bitja. No in ena od njih je tudi to, da kar lahko storiš jutri, ne odlašaj na danes. To je zelo taka fundamentalna lastnost, z drugim besedam tudi imenujemo lenoba. Zdaj, pri uvajanju digitalizacije gre brez dvoma za spremembe, in ki jih marsikdo morda ne rabi prav danes. Se bo pa zagotovo jutri spraševal, zakaj se te spremembe niso včeraj zgodile. Zakaj? Zato, ker so te spremembe pravzaprav spremembe na boljše. Mislim, vedno so pa ampak v splošnem so pa spremembe na boljše. In ravno v tem je smisel tega, da imamo strateški svet za digitalizacijo, da smo nedavno pripravili prvo rundo ukrepov, da pripravljamo ministrstvo za digitalizacijo, ampak tudi širše, če pogledamo, tudi Evropa se v tem svojem novem finančnem programu enormno ukvarja z digitalizacijo. Iz prav teh istih razlogov, ki sem jih prej naštel. Torej, vsekakor ne smemo pustiti, da tako pomembna tema postane predmet teh lokalnih prerekanj in da posledično potem te tematike prelagamo v nedogled. Glede, Slovenci nismo super številčen narod, to ne moramo reči, da smo največji na svetu po številu ljudi, zdaj, ampak to nam gre v resnici tudi na roko včasih nas pa študo vira. Takrat, ko se nam poravnajo interesi, takrat lahko zelo hitro naredimo zelo veliko. Takih izkušenj smo v zgodovini, pa tudi zdaj, na vsakem momentu, vsak dan so take situacije, ko se stvari poravnajo, čeprav izgleda danes tak čas pregret, ki se kregajo, ampak kljub vsemu se veliko pozitivnega tudi dogaja. Seveda, če se stvari zatikajo, lahko čakajo na razrešitve cele generacije. In to pač je, to pa ni tudi samo v Sloveniji, tudi druge tako. Digitalizacija je torej taka tema, kjer ne bilo smelo biti dvoma, ali je to v našem skupnem interesu in dejansko z zavlačevanjem otežujemo situacijo samo predvsem našemu, sami se pa našim otrokom. In tega pa zapravo nočemo, ampak to je treba nekako sprevideti. Torej, dejstvo, da digitalizacija dobiva ministrstvo, je predvsem poudarjanje pomembnosti te tematike in priložnosti tudi, da naredimo te nujne korake prej kot kasneje. In to zagotovo ne sme biti merjenje te dnevne moči med strankam, ki pač jaz razumem, da nekatere tematike tudi to zaslužijo, ampak digitalizacija, kot sta že prej predhodnika povedala, zagotovo ne. Zdaj, zelo praktično pogledamo. Slovenija lahko dobi minister za digitalizacijo dejansko jutri, dobesedno jutri, torej petek. Ali pa morda čez dobro leto, če bo morda, ne vem, po naslednjih volitvah klima prava, ali pa pravzaprav nejasno sploh kdaj. No, kaj bo ob tem zamujenega? Precej. In zamujene zadeve, ki bomo pa morali postoriti v vsakem, torej zamujene bojo pa zadeve, ki bomo v vsakem primeru morali narediti. In bolj, da jih naredimo prej kot kasneje. Podobno kot je prej bilo rečeno, ne vem, za vodo in ostale stvari, ki so nam vsem jasne, da morajo biti, neodvisno od vlade. Zdaj še par besed na koncu okoli Marka Borisa. Torej, jaz delam v znanosti pravzaprav od svoje srednje šole naprej. Ena stvar, ki jo pravzaprav od česa mi živimo v znanosti. Živimo od tega, koliko pametnih ljudi imamo okrog sebe. Zdaj, ko sem pač nekaj malo bolj senior, moram seveda poskrbeti, da imamo pametne ljudi okoli sebe. In kaj, ne samo pametne, ampak tudi entuzijastične. Torej, ljudi, ki zares hočejo nekaj narediti, premakniti. No in Mark ima obe te lastnosti. Torej, na eni strani je absolutno zelo inteligenten, pameten, hkrati pa tudi entuzijastičen. In ravno takega človeka rabimo danes v tem obdobju za to pozicijo. In bi sam podprl to, kar je bilo že prej rečeno in kar je Ajša rekla, da je morda Mark verjetno v tem momentu najprimernejši glede na trenutno konstelacijo in kompetence in pripravljenost v Sloveniji.
Dobro je pa še nekaj povedati oko strateškega sveta. Nekaj ljudi tu in tam mečkam kritizira strateški svet, čeprav pravzaprav dosti ne vejo o njemu. Ostali v strateškem svetu nismo podporniki niti te, niti kakšne druge vlade. Če malo pogledate, smo dejansko vsi ljudje v strateškem svetu, pa večina nas, pomagamo vsem vladam. Prejšnjim, tej vladi in tudi bodočim vladam bomo pomagali. Namreč podpora vlade je podpora v bistvu narodu v njegovem razvoju. In tle je treba pač povedati, da to ni zero sum game. Če mi nekaj vzamemo, bo nekdo zgubil. Nasprotno. Tle je, če vsi skupaj več damo, bo več nastalo. In je zelo napačno razmišljanje v smislu tega, da kako škodovati nekomu drugemu in da bomo s tem mi kaj pridobili. Nič ne bomo pridobili. Tako da, jaz bi tle zaključil, mislim, da sem bil super predolg. Predvsem sem pa hotel to povedati, da prej se bomo lotili digitalizacije, prej bomo imeli rešitve, dejansko nam pa ta lekcija ne uide in v vsakem primeru bomo morali oddelati svoje. Marko, najlepša hvala. Hvala lepa in hvala tudi za opozorilo, kako pomembno je, da še malo odmevamo. Ampak je ta odmev tega, kar je povedal Marko, res pomemben z tega vidika, da opozorimo tudi na to, da se veliko dogaja v Evropi, da konec dneva tudi RRF, torej to, kar ponuja okrevanje in razvoj v okviru Evropskega sklada, se bo dogajal zdaj. Tako da, če bomo zamudili ta trenutek, tudi ni čisto vseeno, ali bo jutri, dobesedno jutri, ali pa čez eno leto. Tako da tudi na to je treba opozoriti. Igor Zorko se nam bo zdaj oglasil. Igor, ti si v digitalnem svetu zelo upleten, po eni strani kot predsedujoči ZITA, po drugi strani pa tudi kot sam podjetnik. Tako da, Igor, tvoj pogled, prosim. Ja, evo, lep pozdrav. Še z morja v mojem imenu. Jaz bi rad poudaril eno stvar, da smo se z digitalizacijo Slovenci začeli ukvarjati zelo zgodaj. To se pravi, bili smo eni prvih in še v bivši Jugoslaviji in Evropi. Imeli smo Center vlade za informatike in prvo digitalno zakonodajo že leta 2000. Tako da smo v vsa ta leta ogromno vlagali v to področje. V Sloveniji imamo čez 25,000 ljudi, ki delajo v IT firmah in še 25,000 ljudi, ki delajo pravzaprav v IT-ju, ampak v drugih branžah. In mi na Gospodarski zbornici in tudi v Združenju za informatiko in telekomunikacijah in potem posledično tudi v Digitalni koaliciji Slovenije, ki je bila ustanovljena v 2017, spodbujamo to poenotenje digitalnega razvoja Slovenije in predvsem spodbujanje hitrih korakov in odzivanje na vse spremembe, ki jih ta naš digitalni svet prinaša. Skoraj vsak od nas kupuje na spletu, skoraj vsak od nas se srečuje z digitalnimi grožnjami na spletu, uporabljamo različne tehnologije in tako naprej, kar pomeni, da imamo na tem področju ogromno enih izkušenj, ki pa niso zmeraj dobre. In ena od stvari, ki jih mi želimo, je to, da skušamo pod eno kapo dobiti, to so predlogi bliže 2016, 2017, 2018, pod eno kapo želimo ta razvoj in vse stvari, ki se tičejo digitalizacije, ne skupaj in prosimo že, zdaj je to tretja ali četrta vlada, na katero nastavljamo pravzaprav predloge za to, da se te stvari poenotijo, da je financiranje stalno zagotovljeno, da imamo dovolj strokovne kadre na nivoju vlade in na nivoju operativnih služb, da se poveže nevladne organizacije, gospodarstvo, znanost in vse ostale sektorje, da se spodbudi lokalni razvoj in infrastrukture in samih tehnologij in samega izobraževanja in dostop do teh tehnologij. Tako da te stvari niso od danes, ampak so pravzaprav stare v vsakem primeru 5 let ali pa če ne 15 skoraj, odkar smo pravzaprav ukinili ta centralni naš center vlade za informatiko slovenski in odkar pravzaprav je digitalizacija razpadla po sektorjih, to se pravi na posamezna ministrstva, na posamezne projekte. In posledice so to, da stvari niso povezane, da naše storitve v javne uprave niso povezane, da stvari delujejo pravzaprav vsak sebi, da zakonodaja včasih bolj preprečuje digitalizacijo kot spodbuja in tako naprej. Tako da mi v vsakem primeru spodbujamo to, da se ustanovi ministrstvo ali pa to skoraj zahtevamo že vsa ta leta. Spodbujamo tudi sprejem vseh teh ukrepov, ki jih je strateški svet predlagal.
ki pa niso enostavni. Tudi vidite po debatah na različnih socialnih omrežjih in tako naprej, prihaja do ogromno vprašanj, zakaj se tako dela, zakaj ne tako, zakaj nimamo tega, zakaj nimamo onega. In na koncu ugotovimo, da so razlogi banalni. Banalni pa predvsem v tem, da se ljudje ne pogovarjamo, da se ne uskladimo in da ne odreagiramo na način, da je to dobro vseh državljanov, gospodarstva in celotne naše družbe. Tako da moje osebno mnenje je, da je v tem strateškem svetu zbranih ogromno izredno različnih, ampak izredno entuzijastičnih in pozitivnih in pametnih ljudi, ki so pravzaprav vsak svoje strani in svojega okolja prinesli ogromno nekih predlogov, ki se znajo med sabo pogovarjati, predvsem pa imamo vodjo, ki pravzaprav nas posluša, ki spodbuja te debate in spodbuja pravzaprav razumevanje med različnimi ljudmi, ker tudi mi nismo zmeri bili usklajeni na vseh področjih. Tako da zato tudi podpiramo in podpiram Marka Borisa za to funkcijo in predvsem smo izredno veseli, da je prišlo do predloga Ministrstva za digitalizacijo, ki bo lahko pravzaprav v tem času novih strategij, vseh teh projektov, za katere razpolago več 100 milijonov evrov, vseh teh naših prihodnih izzivov, ki jih imamo, da sploh obdržimo normalno pozicijo znotraj Evrope in znotraj sveta na področju digitalizacije in predvsem, da vložimo izredne napore za to, da bodo naše prihodne generacije primerno izobražene tudi na področju digitalizacije in imele priložnost, da bodo lahko živele in delale na novih digitalnih delovnih mestih z višjimi plačami in z večjim zadovoljstvom pravzaprav prihodnje. Tako da mogoče strani GZS-ja, pa Združenja za informacijo in telekomunikacije, pa upam tudi digitalne koalicije, zelo spodbujamo pravzaprav, da se te stvari čim hitreje zaključijo in da je Mark Boris potrjen na to mesto in da začnemo pravzaprav delati s polno paro naprej. Igor, najlepša hvala in še gremo k Žigi Vavkotiču. Žiga je znan, da ne špara jezika, vedno pove, kar misli in v eno, drugo, peto, katerokoli stran, je pa velik domoljub in seveda bomo od tebe, Žiga, pričakovali to, da boš v svojem pogledu neposreden. Najlepša hvala. Jaz mislim, da smo v uvodu videli, da tehnologija ni vedno popolna, imamo pa po mojem res eno popolno in izjemno priložnost, da Slovenija sebe postavi v svet s temo tako zelenega kot digitalnega, kot si Aja še omenila. Veste, da sem bil predsednik uprave Outfit 7, ki je v bistvu bila v Sloveniji začeta zgodba s slovensko pametjo narejena in res je lepo, ko vidiš, da slovenski produkti navdušujejo v Indiji, na Kitajskem in se mi zdi, da tega imamo možnost in priložnost narediti še več. Seveda imamo pa po drugi strani možnost, da se spotaknemo v to aktualno slovensko dnevno politiko in v bistvu že jutri zafrknemo stvari. Jaz mislim, da ni težko povedati, da tudi jaz sem pogosto jezen na to vlado, zdi se mi prav, da smo v nedeljo obvarovali vode, ampak rad bi videl, da večkrat, ko razmišljajo predvsem politiki o prihodnosti, razmišljajo o vsebini, razmišljajo o prihodnosti in razmišljajo o tem, kaj je na pladnju, kakšno priložnost imamo. Jaz ne bom skrival tega, da sva z Mark Borisom predvsem prijatelja in upal si bom reči, da takšnega kandidata za takšno pozicijo preprosto ne bomo več imeli. Omenili ste, da je šolan v tujini, jaz imam eno veliko priložnost, da ga preko Trilaterale spremljam že nekaj let, kako zna biti spoštovan, širok sogovornik, ki vedno išče kompromise in ki ga cela svetovna javnost z veseljem posluša. In mislim, da smo to lahko videli tudi v svetu, kjer nas je zbranih 40 izjemno različnih ljudi in v bistvu že koordinirati vse nas, različne poglede, različne stvari, je po svoje lahko izziv, ki pa si upam trditi, da mu je bil Mark Boris res izjemno kos in smo verjetno tudi zato vsi mi tako složni, da je nekdo pripravljen pustiti mednarodno kariero, zmanjšati si plačo, zato pustiti svojo ljubezen nekje v Angliji in priti v Slovenijo, zato da nekaj naredi za to našo domovino. In se mi zdi, da take premike res rabimo. Res imamo priložnost, da dobimo pomemben resor, ki bo kreil prihodnost z izjemnim človekom. In res si ne bi želel,
da jutri poslanci zafrknejo to priložnost, kajti s tem zafrknejo prihodnost Slovenije. In v enem momentu bomo slovenskemu levemu, desnemu, rdečemu, belemu, domobrancem in partizanom pač mogli reči dovolj. Jaz sicer lahko poslušam očitke, da opozicija ne more podpirati predlogov koalicije, pa tega težko kupam. Zaradi tega, ker se mi zdi, da bomo vsi mi, ki smo v svetu, to znali opazovati in razumeli bomo, kdo so tisti ljudje, ki bodo prepoznali, da gre za eno ključno vprašanje prihodnosti Slovenije, ne pa za vraga, kaj na nek način predlaga trenuten predsednik vlade. In zato terjam, tudi kot volivec, neko odgovornost po premisleku. Dovolj imam tega, da parlament dela in v njem sedijo ljudje, ki so preprosto samo kimavci, ki ne razmišljajo in ki nimajo dovolj hrbtenice, da rečejo, lej, to je toliko pomembno. Jaz si želim, da jutri, ko ima Mark Boris svoj zagovor, predvsem prisluhnejo njemu, slišijo, kako razmišlja. Ja, mu postavljajo vprašanja. Kot njegov prijatelj bom tudi njegov največji kritik in vem, da to tudi on pričakuje. Ampak dajmo priložnost digitalizaciji in dajmo priložnost Sloveniji. Ker to, da se znamo v Sloveniji skregati pri minornih zadevah in uničujemo neke res izjemne priložnosti, to smo že večkrat pokazali. Ampak tako kot Mark rekel prej, dajmo ta duh športa, kjer se znamo povezati, morda tudi prenesti v politiko jutri, dajmo pustiti te dnevne zadeve in se mi zdi, da imamo lahko celo ne ministra za digitalizacijo, ampak z Mark Borisom celo ministra za prihodnost, nekoga, ki bi ga lahko vpletle tudi različne vlade. Mark Boris ni politik, je predvsem strokovnjak in res močno si želim, ne zaradi Mark Borisa, ne zaradi sebe, ampak predvsem zaradi prihodnosti Slovenije, da jutri v parlamentu to spoznajo in da mu damo priložnost, kajti verjamem, da te priložnosti noben ne bo obžaloval. Žiga, najlepša hvala. In zdaj še pogled nekoga, na katerega verjamem, da pa smo vsi tudi zelo ponosni, to je Jure Leskovec. On je en najmlajših rednih profesorjev na Stanfordu, za katerega veste, da je samo da prideš kot študent, zelo majhna verjetnost, da si tam profesor, pa še toliko manjša. Mi Slovenca na tem položaju imamo, ni samo to, je tudi Chief Technology Officer na Pinterestu, izjemen gospod in tudi on bi želel v svojem posnetku podati sporočila. Spoštovani, rad bi izrazil svojo podporo predlogom, ki jih je predlagal Strateški svet za digitalizacijo. Hkrati pa bi rad poudaril pomembnost, da se predlagani ukrepi hitro realizirajo v dobro Slovenije in njenih državljanov doma in po svetu. Ti ukrepi bodo Slovencem olajšali življenja, prihranili čas ter pripravili Slovenijo za nov gospodarski preboj. Zato je pomembno, da presežemo naše razlike, se povežemo ter vsi skupaj sodelujemo pri tem pomembnem projektu za našo prihodnost. Strateški svet je strokovno posvetovalno telo, sestavljeno iz preko 50 slovenskih strokovnjakov, ki delujejo doma in v tujini. Svet je zelo raznolik in vključuje strokovnjake iz različnih delov celotne Slovenije. Prav tako pa so v njem predstavniki iz podjetništva in gospodarstva, nevladnih organizacij, univerz, interesnih združenj in raziskovalnih inštitucij. Preko sestankov posvetovalnih skupin smo izoblikovali 40 konkretnih predlogov na področju javne uprave, digitalne družbe, gospodarskega in podjetniškega okolja, izobraževanja, novih tehnologij, zdravstva in digitalne diplomacije. Predlogi so bili sprejeti s širokim konsenzom in podporo deležnikov. Ti predlogi so dobri, konkretni in izvedljivi, zato jih je potrebno čim hitreje implementirati. Slovenija je trenutno nekje na sredini evropskih držav glede na indeks digitalne družbe. Vendar je potencial, ki ga imamo, veliko večji. S hitro in dosledno implementacijo teh ukrepov bo Slovenija tako uresničila svoj potencial. Pomembno je,
da se digitalizacija prepozna kot skupna povezovalna točka, ki je pomembna za prihodnost Slovenije. Imamo zgodovinsko priložnost, da presežemo naše razlike, se povežemo ter vsi skupaj sodelujemo pri tem pomembnem projektu za našo prihodnost. Hvala lepa. Hvala seveda tudi Juretu za te besede. Ob tem bi želeli tudi nekako zaključiti in vas pozvati k morebitnim vprašanjem. Zdaj pa, če mene osebno vprašate, zakaj pa jaz si tako zelo želim, da pokažemo en nov korak. Moja funkcija v službi je generalna direktorica, hkrati sem tudi podpredsednica ameriških zbornic po Evropi in vzhodni Aziji in vedno mi je izjemno čast, ko govorimo o Sloveniji, kaj vse so priložnosti in dajmo jih vendarle uresničiti. Osebno sem v najpomembnejši stranki. Imenuje se mama. Mama 3 otrok. Želim si, da bi imeli priložnosti tukaj in da če tudi bo šli študirati v tujino, kar se nakazuje, da se bodo lahko vrnili in tukaj nekaj počeli. In ta digitalna preobrazba in ta preboj jim bo to omogočal. In seveda tudi poslovno, tako kot je bilo omenjeno, mi vsi v strateškem svetu verjamem, da delamo to zato, ker imamo radi našo državo, zato, ker imamo radi soljudi v tej državi in si želimo spremembe, ki jih lahko dosežemo. Tako da, kot ste slišali do vseh nas govornikov, zelo smo si različni. Vam povem po pravici, naše debate v strateškem svetu so zelo burne, ampak imajo skupni imenovalec. Vemo, da želimo dobro za Slovenijo, imajo pa tudi skupni imenovalec v predsedniku strateškega sveta, ki je dal svoje soglasje, da je jutri pripravljen postati prvi minister v zgodovini za digitalno preobrazbo. Res nekako, morda bom zvenela preveč optimistično ali celo naivno, ampak verjamem, da bodo poslanke in poslanci zbrali to modrost, predvsem pa ljubezen do naše države in ga potrdili. Tako da, če želite, vsi smo vam seveda tudi na voljo za kakšno vprašanje. Če ni vprašanj, bomo seveda na voljo tudi off tega vsem, ki pa ste nas spremljali po virtualnih kanalih. Hvala lepa. Slovenija ima priložnosti, dajmo jih izkoristiti.